Potokar je certificiran executive coach z več kot 25 let profesionalnih izkušenj iz podjetništva ter vodenja ter celo prestrukturiranja uspešnih multinacionalk. Danes pa svoje bogato znanje prenaša na druge preko poslovnega coachinga, preko mentorstva in preko poslovnega svetovanja. In kaj pomeni biti odgovoren mentor, spoštovani, nam bo zaupal v naslednjem predavanju. Na koncu pa računam vsaj jaz na vaše vprašanja. Matej, izvoli, oder je tvoj, kliker pripravljen in mislim, da sledi tvoja prezentacija tej slajdu. Hvala lepa, Žiga. Dober dan, res prisrčen pozdrav vsem, predvsem pa hvala za povabilo. Iztočnica za današnji dan je bila zelo zanimiva. Imamo mentorje za start-up podjetja, daj pridi pa povej malo svoje izkušnje, kako si to delal v raznih firmah, pa kako to dela zdaj. Zdaj Žiga že malo nakazal. Mislim, da že ne 27 let imam izkušenj, zdaj ne vem, a se to zahvaliti ali ne, pa ko prideš čez 50, ampak delal sem dejansko začel kariero v največjem IT podjetju na področju Juge, to je bil takrat Intertrade ITS, malo si kdo verjame, da se še spomnim. To je bilo 9 let, potem sem bil 15 let v Microsoftu, od tega sem 7 zadnjih let preživel v tujini, kjer sem vodil centralno vzhodno Evropo in pa zahodno Evropo, tako da sem spoznal res ta multikulturno okolje v eni relativno veliki firmi in pa zelo propulzivni, ker dela na področju IT-ja. Potem, ko sem se odločil za vrnitev domov, sem zadnje leto preživel skozi Lebon, ker verjamem, da ga tudi vsi poznate iz te scene, perfektna zgodba. No, zdaj skozi Lebon sodelujem kot executive coach. Tisto, kar sem pa jaz v svoji karieri imel ves čas v mislih, je bilo pa to, da nekako sem človek, ki uživam v tem, da predajam znanje in izkušnje drugim. Od tega imam 15 let izkušenj v mentorstvu, tako interno v Microsoftu, kot tudi eksterno, tudi vem čemu, da malo reklame naredim, poznate program Young Professionals, kjer vsi največji talenti dobijo svojega mentorja. No, lansko leto sem šel pa v šolo za executive coacha na akademijo v London, kjer v bistvu sem želel spoznati tudi metode in tehnike, kako pa v bistvu na res profesionalnem nivoju, ne samo mentorstvo, pa tudi coaching prenašaš na druge. Mogoče toliko za uvod. Jaz imam pripravljenih par slajdov, ki je bila taka želja, ampak zelo vesel bom pa vprašanj in pa predvsem diskusije na koncu. Ker mentorstvo samo po sebi ni ex cathedra. Mentorstvo samo po sebi ni to, da mi učimo, predavamo in tako naprej, ampak je mentorstvo predvsem zelo globok, zelo zaupen in zelo odprt in transparenten odnos med mentorjem in pa mentijem. Ko mi govorimo o mentorstvu startupom, startup je podjetje, je entiteta, govorijo o mentorstvu ljudem. Mi ne mentoriramo podjetja, ampak mentoriramo ljudi. To je prvi stav, ki ga želim zelo, zelo podčrtati. Mi nikoli ne delamo prenosa znanja na podjetja, ampak prenašamo na ljudi, ki potem to podjetje furajo. Na začetku vam jaz en zelo enostaven slajd, kjer sem gor navedel nekaj postulatov, ki jih želim deliti z vami. In predvsem kot motivacijo mentorjem je prva stvar, ki jo poudarjam, in to je to. Mentorstvo ni enosmeren odnos. Mentorstvo je velika, velika priložnost za obojestransko učenje. Ga ni mentorja, ki bi imel odgovore na vsa vprašanja. Se še ni rodil, pa tudi ne bo se, verjemite mi. Tudi mentiji vedo ogromno. Moja izkušnja je, največje veselje mi je mentorirati, coachati moj zares mlade junce. Generacija XYZ. Tako spužva. Yes, we can. No limits. Idej, kreativnost. Vsi vemo, da so precej drugačni, kot smo, lahko reče, moja generacija ali pa tudi malo mlajši od mene. Ne? Dejansko je to generacija, ki želi narediti korak naprej. Generacija, ki je zrasla v digitalnem okolju, generacija, ki je zrasla v globalnem okolju, kar seboj prinaša prednosti in slabosti. Ampak to je generacija, ki prinaša, v bistvu oni prinašajo eno samo potrebo po srkanju tega znanja. In tukaj
lahko sam rečem, v bistvu vsa ta leta, ker delam z mladimi, enostavno hočeš nočeš držijo nad vodo. V razmišljanju, v načinu dela, v načinu razmišljanja, lahko rečemo, ne? Povsem drugače kot mi. Zato jaz vedno podajam, mentorship je vedno obojestransko učenje. Obojestransko učenje in s tem tudi velika motivacija za mentorje. Veste, kot mentor, ta prva stvar, ki se mora zavedati, je ta, da si tam zaradi mentija, zaradi mentoriranca. Pozabite na svoj ego, pozabite na to, da boste vi izpadli veliki. Vaš uspeh se meri po tem, kako velik bo menti, kako velik bo mentoriranc. To je prvi izziv, ki ga imamo. Veliko vemo, veliko smo že v življenju naredili, veliko smo si kolena polomili, ker tam smo se največ naučili. In ko to prenašamo izključno samo zato, da bo menti imel nekaj od tega. Včasih je to malo tako, ne čisto naravno sprejeti, ampak to naj bo zavest. Mi smo tukaj izključno in samo zaradi mentija, v smislu prenosa znanja. Kar se tiče učenja obojestranskega, sem pa že prej poudaril. Mentor, njegova vloga. Mentor usmerja in mentor je podpora mentiju. Mentor tudi velikokrat svetuje. Pri mentorstvu gre za prenos znanja. Dejansko mentor mentiju prenaša novo znanje. To je ključna diferenciacija s coachingom. Mogoče malo tehnične definicije. Pri coachingu je naloga coacha, da izključno in samo z vprašanji pripelje coachija do rešitve, ki bo izključno njegova in jo bo on skreiral. Pri mentorstvu gre za to, da menti pridobi novo znanje. Pri coachingu tega ni. Coachi znanje ima. On ima samo izziv, kako te notranje vere, ki jih nosi v sebi, ne sprovede v smislu končnega uspeha. Pri mentorstvu je drugače. Pri mentorstvu gre dejansko za to, da prenašamo novo znanje in tukaj je tudi ta level consultinga zraven, ki je pač potreben. Prej sem že omenil, ključna komponenta mentorstva je zaupanje, popolno medsebojno zaupanje. Jaz vedno pravim now and forever. Ne samo zdaj. Mentor deli vse svoje izkušnje in vse svoje znanje. Mentor da največ od sebe takrat, ko ve, da je najin odnos tako globok in iskren, da mi ni treba razmišljati, kaj lahko delim, kaj ne. To je pravo mentorstvo. Zato vedno podajam now and forever, ne pa pol, ko bo čez 5 let bo pa knjigo napisal, pa bo noter, ja, takrat mi je rekel to pa to. Tukaj mora biti popolno zaupanje, tako kot ga imamo v privatnem življenju, tako kot ga imamo v družinskem življenju, tako kot ga imamo v podjetjih. Zaupanje mora obstajati. To je en postulat, ki se ga moramo zelo, zelo dobro zavedati. To je en postulat, ki ga je treba razčistiti na prvem srečanju. Veste, niso vsi mentori pa mentiji za skupaj. Kakor niso vsi moški pa ženske za skupaj, kakor nismo vsi za vsa podjetja za skupaj, pa kakor nismo vsi za vse ljudi za skupaj. To, če mentor pa menti po drugem srečanju ugotovita, da ni kemije, da ni zaupanja, da se ne znamo včasih niti razložiti, enostavno, da ni tega sinka. Stisneš roko, greš na pivo ali pa na kafe in rečeš, to je to, nič narobe s tabo, nič narobe z mano, dajmo mi drugo kombinacijo najti. To je popolnoma naravno in to ni nič slabega. Ne se tega bati. To se vam bo slej ko prej zgodilo. Ko delate start-up mentorstvo, imate več ljudi iz tistih start-up podjetij, za katerimi se ujamete bolj, z nekaterimi malo manj, z nekaterimi mogoče sploh ne. To ni nič slabega, to ni nič narobe. Ampak pomembno je, da si to priznamo, pomembno je, da si to delimo in najdemo drugo boljšo pot na obeh stranih. Ker tudi prva točka se ne bo zgodila, pa tudi druga točka se ne bo nikoli zgodila, če bomo do tega spoznanja prišli. To ni nič slabega. Pri mentorstvu ne gre samo za to, da bo podjetje pokazalo na koncu rezultate. Ne gre samo za to, da bo podjetje na koncu pozitivno, če govorimo o start-upih. Vemo, da posel ustvarjamo ljudje. Seveda je pomembno, da je podjetje pozitivno, pa da ima pozitiven cash flow, ker drugače podjetja ne bo. Ampak vsaj tako pomembno
je pa pot do tega cilja. Gre za osebni razvoj vsakega posameznika. Če si predstavljate sebe pri 20 let nazaj, pa 10 let nazaj ali pa danes, vsak zase točno vemo, da smo imeli verzijo 1.0, pa 2.0, pa 3.0, pa še vse ta druge pike, karkoli zadej. Zakaj? Zato, ker smo imeli oseben razvoj. Vmes smo dosegali te cilje, pa druge cilje, pa tretje cilje, pa tako naprej, ampak samo pomislite, koliko ste vi danes kot osebe drugačni. V razmišljanju, v znanju, v kompetencah, v veščinah, skratka v vseh tistih osebnih vrednotah, ki so potrebne za to, da danes nekaj damo od sebe. In ko mentoriramo osebo celostno. Ne samo zato, da se zaganjamo za rezultati. Veste, če sem jaz vodil odprave na Mount Everest, pa na Mount Everest pridem samo jaz, vsi ostali so pa žal vmes se ponesrečili. A bo to zmaga? Težko, ne? Zelo težko. In to imamo vedno v mislih, ne? Ko prevzamemo mentorstvo, je to zelo, zelo odgovorna naloga. Odgovorni pa nismo samo za business performance ali pa finančne rezultate, ampak predvsem smo odgovorni za razvoj teh ljudi, oziroma v kakšnem stanju bo ekipa na koncu projekta, kakšni ljudje bojo, a bojo vsi na robu burnouta, a bojo vsi na pol, da ne rečem, shirali, to ne bo na koncu uspeh. Danes, ko pogledamo nazaj, in Microsoft, veste, to je tako, to je 24x7. Microsoft je 24x7 job. Microsoft vsak dan moraš pokazati rezultate. Malo delim, v pozitivnem smislu. Vsak dan moraš pokazati rezultate. A mislite, da se jaz spomnim, kakšen P&L smo imeli tretji kvartal fiskalnega leta 2012? Za cel fiskalc bi vedel. To bi se spomnil, če bi šel malo tako. Ampak za tretji kvartal. Zelo dobro se pa spomnim doživeti, ki smo jih imeli kot ekipa. Zelo dobro se spomnim. Pa od promocij sodelavcev, pa od osebnih doživetij sodelavcev, pa do team buildingov, ki smo jih imeli, ne? Celodnevnih in celonočnih in tako naprej. To se vse spomnimo. Zelo redko se pa spomnimo rezultatov P&L-ov posameznega kvartala, posameznega leta. Je tako? In to nosimo ljudje s sabo. In ko boste pogledali čez 10 let nazaj na mentorstvo s tem in s tem človekom, verjemite, kaj se boste spomnili. Ma niti ne čist dobro, kva so bili že tisti poslovni izzivi, ki ste jih skušali skupaj skrekati, pa rešiti, pa ste si lase polili, pa iskali konekšne, pa znanje, pa na vse načine ste skušali pomagati. Zelo dobro se boste pa spomnili, ki je vaš menti, ne vem, osebno srečo doživel, ko je osebni dosežek in pa tudi kot ekipa, ki ste jo mentorirali, tisti trenutki. In to so tiste male stvari, ki nam v življenju ful veliko pomenijo. Vedno se tega zavedamo. Vse teorije o mentorstvu pa coachingu vas bojo to učile. Ko boste to, verjamem, da mnogi od vas ste že zdavnaj to doživeli, ko boste to doživeli, potem boste rekli, v redu je, splačalo se je. Še dve kratki točki. Mentor versus expert. Vsak od nas nekaj ve, ne? Odvisen, kva smo delali v življenju, kva smo se šolali, kje smo si zobe polomili, skratka iz vseh tistih okoliščin, ki smo v življenju čez dali, pa ki smo se kaj naučili. Ampak, ko pridemo mi mentorirati startup, prvič, noben od nas ne pozna vseh industrij tega sveta. Noben od nas ne pozna posameznih produktov ali storitev, ki jih posamezen startup razvija. Noben od nas ne pozna vseh možnih setupov, ki se porajajo v tistih podjetjih ali v konkurenčnih podjetjih. Mi ne poznamo niti konkurence v tisti industriji. Zato mentorska vloga ni ekspertna vloga. Seveda, če vi ne bi v življenju nekaj znali, pol ne bi tukaj sedeli. Ampak mentor se ne pričakuje, da je ekspert za vse, kar leze in gre. Ena od naloga mentorjev pa je povezovanje. Za tisto področje, za katerega vidimo, da je ključno za to, da bo prišlo do končnega uspeha, bomo našli source,
lahko je to knjiga, lahko so to ljudje, lahko je to software, lahko so web page, lahko je karkoli že. In mentor je pa tista oseba, ki pomaga mentiju, da pride do teh sourcev na hiter in učinkovit način. Ne pričakuje pa se, da karkoli bo menti vprašal, bo mentor znal odgovor. Najlepša lastnost, ki jo lahko mentor ima, je reče, da ne vem. Odgovor ne vem je zelo normalen. Ampak bom pa poskrbel, da bo do odgovorov prišla na tak ali drugačen način. Pa mentor ni tukaj, da bo pol leta okoli po odgovor iskal. Ne? Mentor je tukaj tudi zato, da bo izval nazaj mentija, zakaj on nima tega odgovora. Za marsikaj. S tem, ko ga bo challengeal. Tako da ne imeti slabega občutka, če na veliko vprašanj odgovorimo z ne vem. Kaj tacga pa še nisem srečal. Ne? To ni nič slabega. Last but not the least one je pa mentee is owner of the mentorship. Ne? Ni mentor lastnik tega partnershipa. Mentee je tisti. Mentee mora biti tisti, ki mora skrbeti za dinamiko, ki mora skrbeti za to, da se pravilnih stvari dotikamo. Ni mentor tukaj, da bo reševal izzive na mesto mentija. Mentor je tukaj, da ga usmerja, mentor je tukaj, da mu daje novo znanje, mentor je tukaj, da povezuje, ni pa tisti, ki rešuje problem na mesto mentija. To je zelo, zelo veliko krat težnja, ki se pokaže. Ne, stopite, step aside, pa poglejte na to relacijo iz tega zornega kota. Zakaj? Zato, ker mislim, da so Kitajci pregovor že zdavnaj povedali, ne, da če imaš lačnega človeka, če imaš reveža, ne mu loviti ribe, ne, ampak ga nauči loviti ribe. Kar je na prvi korak bistveno težje, pa več časa vzame, ne, če ga moraš še šolati, da bo ribe lovil. Ne. Če si dober ribič, boš eno ribo lovil, boš dal, pa boš šel. Ne. Ampak čez 2 uri bo spet lačen. Ne. Včasih je bistveno težje si vzeti čas, svoje znanje vložiti, ga naučiti in potem bo znal sam prihodnjič te izzive reševati. Kdaj smo mi začeli, Žiga? A ni 1 ura? A tukaj že? Okay. Je kakšno vprašanje? Ne, jaz mislim, da imaš ti 20 minut, pa moramo vprašanje. Aha, ok, po je pod kontrolo. Je kakšno vprašanje, lahko tudi vmes? Ni treba na koncu, če je kakšno zelo pereče. Primer kakega vašega težkega mentorstva, pa kako ste ga rešili? Zdaj, ker nazaj gledam, so bili vsi lahki, na začetku so bili vsi težki. Vsakič, ko gledate, ko se pripravljate na mentorski session, je vedno težko, vedno je uje. Ko nazaj gledaš, je pa v bistvu svet lep. Ne? Imel sem eno mentorstvo, ki me je pa res matal. In to je bil en moj hrvaški kolega, ki je, ker domače naloge nisva naredila na začetku. Ne? In en hrvaški, on je bil res ekspert, no? On je bil res car, no? On je bil res inženir, v bistvu je bil strokovnjak za knowledge management sisteme postavljati in je imel fiksno idejo, da bo on to v Microsoftu prodal s to idejo, da bomo mi interno to vse delali. In ker sva midva začela mentorstvo, je bilo tako zelo lušten setup, ampak midva sva se ujela v en trep, ker se mu reče, da je on v bistvu sva šla že toliko v detajle tega knowledge managementa. Ne? Jaz sem računalniški faks mimogrede kot background, tako da mečken pa razumem te zadeve, ne? Ampak midva sva bila že v takih diskusijah, da Bog pomagaj, nisem več sledil. Ker enostavno nisem bil dorasel v bistvu tisti vsebini. Ne? In v bistvu najtežje mi je bilo to, da on ne doživi razočaranja, ne? Pa jaz sem takrat, če po strukturi v podjetju pač na nekem mestu, pa on je bil celo v moji organizaciji, ne? Da ne pride do tega, da zdaj pa lej, ne da se mi več, ali pa tako, ampak da mu na zelo, zelo pošten, odprt, konkreten način poveš, lej, ne sledim ti več. Ne morem, tukaj moje dodane vrednosti ni več. Ne. To je bilo moje mentorstvo, ki se je končalo tako, da sva na koncu rekla, lej, to je to sva si imela zapovedati. Ne. Jaz sem mu odprl vrata, jaz sem ga povezal z ta pravimi ljudmi, ideja ni nikoli žal zaživela,
ki je bila preveč iluzorna, ne? Ampak je bilo pa ena taka zgodba, ki je pa ogromno energije, vsaj meni pobrala, ne? Ker dejansko nisem vedela, kaj ne naredimo. Veš, on je želel, da midva narediva doktorsko dizertacijo iz tistega, ne? Pač nisi dorasel, rečeš, ne vem, ne znam. Ne? Tako da to mi je bila ena zelo težka izkušnja, no? Ker mi je ostala v spominu. Ne? Tako na bum. Ja, vi ste tisti, ki boste mogli to razložiti. Vi ste tisti, ki ste mogli to razložiti. Ker vidva nimata enega moderatorja, pa mediatorja, pa kogarkoli. Vi pa on, ali pa ona, ne, zdaj. Ja. Vidva sta tista dva, ki sta tam z enim samim namenom. Čas, ki ga preživita skupaj, ali boste šli na pivo, pa so sta pogovarjala o že čem, ali boste pa skupaj reševali tisti problem. In tukaj ni nobene tretje osebe. Vi kot pripravo na to srečanje. Za mentorstvo je vedno fajn, mogoče še en medklic, ker takole mi bo še kaj svanulo. Jaz pri coachingu ne, pri mentorstvu pa vedno prosim, če mi vsaj en dan prej pošle izhodišča za tisti session, ki ga bova imela. To pa zato, da se miselno pripraviš, malo pomisliš, aha, lej, kaj si svoje zgodbe, svoje izkušnje, mogoče kakšna knjiga, mogoče kakšen material. Enostavno se pripraviš. Običajno jaz ne grem, pa sedim, pa študiram, pa tako naprej. Ampak dejansko pripravi, da ne prideš ti na session, in dobiš v glavo. To je pa zdaj tema, ne? A to jaz tako malo maham, ne? A so kaj slišali? Fajn. Zato to je moj princip. To vsak najde svoj sistem, ne? Meni je en dan prej samo to, da v bistvu se malo skalibriram, o čemu če priča, da ide, ne? Na ta način. Drugače pa naloga je vaša. Vi ste mentor, vi ste tisti, ki naredite setup. Vi ste tisti, ki postavite pravila igre. Prvi sestanek je zelo, zelo pomemben. Prvi sestanek na prvem sestanku določite način dela. Kako pogosto, na kakšen način, vprašanja en dan naprej, en teden naprej, kakorkoli že. Kako bomo z action itemi delali? Vsak session se ne konča z naborom action itemov, lahko je običajno samo eden. Ne? Ker ne gre za to, da boste vi zdaj projektni plan delali. Ne? Projektni plan mora narediti mentee, ne vi. In vsako srečanje se konča z naborom action itemov, domača naloga. Ne to, da smo se malo pogovarjali, zdaj do naslednjega meseca, ker se bova spet srečala, ne? Mora biti malo tega. Tudi vmes, veste, med srečanji je ali včasih kakšen klic, ali pa kakšen mail, ali pa kaj takega, to je nekaj popolnoma normalnega. Ne? Tudi sta se zmenila za 17. februar, pa je 31. januarja prišlo do tega, da te nujno rabi za 2 uri. Ta pravi mentor bo najdu cajt. Na voljo imamo 7 dni, pa še noči so zraven. Ne? So kakšni taki uveljavni lideri znali povedati. Ne? Tako da je to. Mentor je tisti, ki pravila igre postavi. In na prvem srečanju so take stvari za razčistiti. Pa ključni del pogovora je ta trust pa confidentiality. To morate na tem prvem srečanju si naliti čistega vina. Če ne je bolje, da po prvem srečanju iti na pivo. Pivo za zmeram, mislim, ne? Lahko jeste na pivo tudi tako, ne? Ni zdaj tako, ampak tisto, da rečete, lej, povedala sva si, kaj sva se imela povedati in to je to. To je profesionalnost. Odprt in iskren dogovor. Še kakšno vprašanje? Ja, a veste, kdaj se to običajno zgodi? Takrat je človek burnout. To je zelo, zelo pogosto. Kaj je definicija burnouta? Ne? Človek ne zna več postavljati prioritet. Vse, kar vidi in kar leze in gre, je en velikanski problem. Ne zna več ločiti med velikimi in malimi problemi. Ne zna več ločiti med urgentnimi, urgency pa importance. Ne? Vse je problem. Vse je urgent, pa vse je important, pa vse bo šlo to snemamo, v maloro. No, ja, v maloro. Ne? To je definicija burnouta po domač. No in takrat je mentorova vloga pa res pomembna. No.
Takrat pa res pomagate, pa ne tako, da crklate, pa trpljate, pa tako naprej. To pride seveda zraven, ne? Ampak predvsem gre za to, da ste v tistem trenutku ogledalo mentiju in mu pomagate definirati prioritete v življenju. Pa da ni vse tako narobe na tem svetu, kot zdaj zgleda, pa da ni vse najbolj pomembno na tem svetu, pa da ima vremena, da rečemo, no najprej bomo tole naredili, pa bomo tole naredili, pa bomo tretje naredili in tako naprej. Takrat pa mentor prevzame tudi vlogo, takole malo bolj na mehko tole, kar smo tukaj povedali. Ne? In če dobro delate, pa če mentite prav, se pa zelo hitro stvari postavijo na svoje mesto. To je zelo, sploh v coachingu, ne? Recimo, če coaching pogledate izjemno pogosto, če ne najbolj pogosto, je coach angažiran takrat, ko je ta burnout situacija. No? Kaj je pa zelo pogosto. Imamo zdaj korporacije, international korporacije, uvajajo coaching za svoje zaposlene in to life coaching, ne business coaching, ampak life coaching, zaradi tega, ker je izjemno v porastu izgorelost in izgorelost v tem smislu, da prihaja do tragičnih koncev. Microsoft, mislim, da nudi 6 ur mesečno, ali package je 6 ur, oziroma 6 sessionov, brezplačnega za vse zaposlene. Imajo pogodbo z eno svetovno coaching firmo in da takrat, ko začutiš, da imaš res personal, to ni biznis izziv, izključno personal izziv, imaš možnost se obrniti na nekoga, ker takrat je tudi zoprno. Ne? Veste, takrat, ko imaš personal challenge, je največji kaj prvi izziv, ne? Na koga se boš obrnil. Ne? In ko imaš tam enega coacha v Ameriki, sicer veste, to je vse prek Skypa pa tako naprej, ne? Oziroma Microsoft je to Teams, ne? To bi me zdaj kakšen popravil zdaj po tem novem. Ta dimenzija veliko pobere. Ne? Tudi to je recimo ena taka stvar, ki želim deliti z vami. Če Bog da, se to dela face to face brez ekrana, mislim. Touch to touch. Skype, elektronske poti, vse to, kar nam lajša življenje, ne, so dobrodošli, ampak takrat, ko so resni izzivi, takrat je fajn se človeka dotakniti. Tudi fizično, če treba. Ne. Tako da, to je kar pomembno vedeti. No. Tako da, to je ena taka točka, ta burnout je zelo, no. To je zdajle, ne vem, ni fajn. No. To dejansko ni fajn, kam pluje, to vse skupaj, ampak pač ko je. Štamle Blaž. A že imam to celo na enem slajdu posebej poudarjeno, zato je vprašanje ful na mestu, Blaž, hvala. Od začetka ni treba kar takoj skočiti kot na prijateljstvo, ne? In če na koncu ne pride do prijateljstva, ni nič narobe. Če pa pride do prijateljstva, pa tudi ni nič narobe. Dejstvo pa je, da mentorship je zaključen partnership. Ne? Mentorship ne traja do naslednjo leta 2034. Ne? Mentorship je 1 leto, mentorship je 6 mesecev in ko sta si vse povedala, vzamete pauzo, ni nič narobe, če pridete čez 1 leto spet nazaj, sploh ne. Samo ta relationship je pa definite time. Zdaj sta prijatelja, ne? To ne igra vloge. Ne? Če znaš profesionalno menedžirati to prijateljstvo, ne? Da ločiš, kaj je prijateljstvo, pa kaj je dejansko professional partnership. Ne? To je tako kot v poslu, ne? Saj sta tudi v poslu, sta 2 partnerja, pa sta lahko haupt kolega, ne? Ampak gre pa za biznis, ne? Business is not a social event. Ne? Urban. Ful dobro vprašanje. Jaz mislim, da od situacije. Zdaj, če ima podjetje ali pa oseba res tak urgent issue, ne, potem ga lahko vežeš na to. Ampak še enkrat, tudi ko ima urgent issue, moraš ti gledati na celostno obravnavo. Veš. Ne moreš ti samo rešiti, ne moreš ti narediti zelen PNL na koncu kvartala, ne,
pa pol ekipe ti jo pomrl, če pretiravam seveda. Ne? To ni to, to ni uspeh. No? To je kot odprava na Mount Everest. Ne? Če ti kot vodja pa šel na vrh, vmes boš pa vse zgubil, to je samo enkraten uspeh. Ker nikoli več ne boš ponovil. Če pa preneseš v biznis, pa nikoli več ne boš našel ljudi, ki bojo s tabo pripravljeni delati. Tudi če je globalni svet, veš, ti delaš pa lokalno. Ne? Slovenija pa tako je na vas, ker se vsi poznamo, veš, v žlahti smo v glavnem vsi. Ne? Recimo, če takoj prevedeva en primer v realno biznis okolje. Ne? Če boš ti znan lider potem, da skuješ ljudi, enkrat boš uspel, dvakrat mogoče, tretjič pa ne verjamem več. Se strinjate? Zato toliko poudarjam, da je to the whole process, ne? Da je to celostno. Včasih to pozabimo. Ne? Ste tudi kot vodja, ne? Sej tudi kot vodja, veš, imaš ful problem, pa vse je odvisno od tega case-a, pa Mejdune, organizacija bo, če namo naredili, pa tako naprej. Res je rezultat, ampak ko obrneš čas nazaj, koliko je bilo bistveno bolj pomembno, kako si ti z ljudmi delal. Ne? Ker leaders manage people, not just problems. Je tako? Jack Welch je lepo rekel, ne? Before I became a leader, I was thinking about my own personal development. Ne? When I became a leader, I took care of others, of others' development. Ne? Se pravi, dokler nisem jaz vodja, skrbim zase, za svoj razvoj. Sem team worker, sem del skupine, sem odgovoren pač v nekem širšem smislu, ampak jaz sem tisti, za katerega odgovarjam. To isto je tudi za vodje projektov. To je tudi za skupine, ki so začasnega značaja. Ne? Ko ti postaneš pa formalni vodja, v tistem trenutku prevzemaš odgovornost za razvoj vsakega posameznika v ekipi. Biznis rezultati so logična posledica. Če ti imaš skupino poštimano tako, kot se šika, bo rezultati sami po sebi prišli. Sustainable rezultati. Ne? Včasih ti uspe dobre rezultate narediti, kljub temu, da marsikaj je narobe. Vprašanje pa, če je to sustainable. Samo toliko, da gremo na hitro čez tele slajde. Tistih 5 skillov, veščin, ki so res ključne. Veste pa še to, vi imate, če odprete, če boste šli študirati ali pa malo iskati teoretične osnove, to se lahko za bralno značko pa javite takoj. Ne? To imate materialov toliko, da vam pamet stane. Ne? Jaz sem res izbral tistih 5, imam po angleščini, zato ker pač v glavnem predavam angleščini, pa veste kaj pa največji ben, če ga jaz tole prevajati v slovenščino. To toliko smešen izpadl, še jaz nam razumel. No? Tako da v bistvu sem jaz izbral tistih 5, res se mi zdi kritičnih, zdaj bom že malo ponavljal tisto, kar sem govoril, ampak to je teh 5 skillov, ki se mi zdijo, da so ključne. Inspiring, vsak mentee si želi nekoga, ki ga bo poslušal, ki mu bo verjel, ki mu bo zaupal. Želi si nekoga, ki ga bo povezal z nekom, ki mu bo inspirational. Ki ga bo povezal z sourci, ki so inspirational. Vsi si želimo nekaj takega. Ne? Giving feedback, mentor je ogledalo. Veste, mentorska srečanja, to ni najbolj lušten socialni dogodek v življenju mentija. Ni nujno, no? Tako mi, ko ni nujno. Ne? Veste, ker so težke teme, pa ker gremo mi tudi na oseben nivo, soočiti se za svojo lastno resnico, ne? To je nekaj najtežjega v življenju. Ne znam kritizirati druge, kakor šte. Vse je malo težje poslušati. Enega poslušati, ki kritizira mene, pa je nidlih najbolj lušten. Ne? Tako je, tako smo narejeni, tako so nas vezali. Ne? In tako to je. Ampak mentorstvo je res priložnost, da v tem zaupnem, globokem odnosu, ki ga imata mentor in mentee, izkoristimo to priložnost tudi zato, da imamo odkrit, ampak pomembno je tudi kakšen in pa kdaj damo feedback. Ne gre zdaj za to, da pa mi kar zdaj kritiziramo na dolgo in široko. Ne? Kljub temu, da imamo mi globok odnos, ampak malo več o tem kasneje. Tveganja. Fajn je, da se mentee zaveda tveganj. Veste, mi, ki prihajamo, običajno ne prihajamo z tiste industrije, v kateri se mentee nahaja.
In pogled, helikopterski pogled na industrijo, na okolje, je včasih full fajn. Ker včasih, veste, ker smo mi v reševanju lastnih problemov, ratamo kot dirkalni konji. Ne? Vidimo samo straight forward. Ne? In dobiš nekoga, ki ti zna pogled na to isto stvar razširiti, včasih samo po sebi pripelje do rešitve. In mi smo tukaj zato, da mu pomagamo ta tveganja ovrednotiti. Advocating, ja. Mentor je njegov advokat, mentor je zaveznik, mentor je zaupnik. Skratka, mentee dobi nekoga, na katerega se lahko zanese in verjame, da ga bo tudi zagovarjal in predstavljal v pravi smeri. Zdaj, teaching pa ne to dobesedno kot profesorski poklic imati, ne, ampak teaching je dejansko zato, da prenašamo to novo znanje mentijem. No. In zdaj sem samo pač vsako posebej, mogoče samo, če bom vam potegnil challenge your mentee, to sem že parkrat omenil. Ena točka sploh na začetku, tamle, prele, ki ste vprašali, se mi zdi, da pomeni help your mentee recognize his or her value. Ne. Veste, ne znamo, včasih pa ne, pa to se pogosto zgodi, da sami sebe ne znamo čisto dobro ovrednotiti. Ne. Ali smo preveč samokritični? Malo pa tudi primere, ki so pa nekritični, ne? Ker misli, da je pa, da nema, da vse ve, ne? Shut down the internet and ask me, ne? Recimo, ne? Imaš tudi take ljudi, ne? Ki vse ve. Potem je tam assessing risks pomembno pa njemu, da uporabno. Ne? Veste, skozi zgovor je fajn, da tudi mentiju pomagate pride do tega, naredi en ta prav assessment samega sebe, kot njegovih vrednot, kot njegovih dosežkov, kot njegovih sposobnosti, kaj so njegovi strengths, pa kaj so tiste areas for improvement. Mentee ima perfektno vlogo, da to naredi. Bistveno lažje kot šef, ne? Veste, pa šefu je že malo, ne? Špekuliranja, pa tiste moje areas for improvement bomo malo minimizirali, pa malo skrivali, pa tako naprej. Pri mentorstvu ne gre za to, da boš ti imel manjšo plačo, večjo plačo, ali šel na dopust, ali na predvol, ali bo šel na talent listo, ne bo šel na talent listo in tako naprej. Tukaj je izrazito iskren odnos, brez posledic v smislu tega, da te nekdo kritično ocenjuje in bo zaradi tega ti, ne vem, inhibitant v prihodnje. Ne? Če gremo naprej na giving feedback, ta prvi stavek sem namenoma dal be positive, pa ta zadnji sem dal and on a positive note. Začeti pa končati je vedno fajn v pozitivnem smislu. Je tako? Ker smo ljudje tako zvezani. Ne gre za to, da smo negativni. Ne? Ko smo kritični, ne gre za to, da smo negativni. Ampak izbrati moramo pravi trenutek, pa pravi čas in pravi prostor, kdaj izražamo negativen feedback, pa jaz bi rekel kritičen feedback kot negativen feedback. Ne? Ampak feedback je pa tisto, kar se mi zdi, da je največja vrednost. Pa ta be specific. Ne? Veste, kritizirati na počez je najlažje. Ne? Če vi date kritiko v smislu tega, da zelo natančno opredelite, na kaj kritika gre, ima mentee že pol rešitve tukaj. Izvoli. Entrepreneurs so ponavadi zelo self-driven. Ampak so pa dosti, kot si rekel, težko sprejema kritiko zelo on v sebi. Kaj, ko se zapre? Ko se pač tega ustraš, ko zdaj si mi pa začel kritizirati, zdaj pa kako ne grem dalje. Jaz mislim, da če pride že do te situacije, to že pomeni, da mentor malo slabo ocenil ta appropriate time and place. Ne. Če nekdo zelo zaverovan vase, ne, jaz običajno začnem iskati konkretne primere, kjer v bistvu kaj ni špilal. Pa nekomu, ki je generalno vase zaverovan, ne, pač da vse ve, ne, v bistvu pa njemu pomaga, da na konkretnih primerih najdeš. Ker če boš šel z njim v generalno konfrontacijo, ne, mislim, da ga boš samo zafrustriral. Ne. Jaz bi tako šel. No. Konkreten primer, one by one. Veš, ne gre za to, da bomo pa pol ure kritizirali. Ne. Ampak vmes med posameznimi stvarmi, o katerih se pogovarjata, polečeš ven kakšno stvar. Malo si fokusira na to, pa se to zelo hitro najde. Ne. Ampak spet kriticizem ne v smislu tega, da ga blejmaš, da ga, kako je to po slovenski, da ga
ker jo obtožuješ, ker viš, no, imamo že x besed, ne, ampak da mu daješ spodbudo, ne, da je to priložnost, ne, da je to zdaj kritika v smislu, zdaj pa to za ubit, ampak da mu daš v bistvu navdih, inspirational, ta prvi. Ne. Veste, mentorstvo je tako, ne, to je 90 minut, 2 uri, 60 minut, kakorkoli, ne. Čez dobro delo Jobs na koncu cuzan k cuna, ker je to 90 minut popolne koncentracije, 90 minut iskanja poti za to, da bo menti na koncu dobil message. Še lepše, če bo sam prišel do tega messagea. Ne. Zato je pač si cuzan, ker si tako skoncentriran, da najdeš pot. Ne. Jaz bi tukaj mogoče poudaril tisle raise your mentees risk awareness. Da v bistvu se menti zaveda tveganj, v katerih se nahaja. Mi, ki rešujemo problem, to si moramo vedno preklicati. Sploh v tem podjetniškem svetu, kjer zadeva mogoče odgovornost ni tako zelo široka v smislu kompleksnosti, ko si res fokusira na reševanje enega problema, ne, res postaneš dirkalni konj. No. Tako smo zvezani. Ne, samo čim hitreje do rešitve, čim hitreje do cilja, lahko čemo. Ne. In tukaj je vloga mentorja, ki res lahko odigra po mojo polni meri. Pa to je tisto, kar sem rekel. Ne. Mentor nikoli nima odgovora na vse vprašanja. Je pa tukaj zato, da zna povezati z pravimi ljudmi, z pravimi resursi, lahko so to knjige, lahko so to šolanje, lahko je to software, lahko so web page, lahko je karkoli, kar pač pomaga. Ne. In tukaj lahko dejansko mentor odigra svojo vlogo, svojo pozicijo v okolju, ki je, veste, to je ta mal mentor je ta mal problem poklicati kolega, ki je res ekspert za to področje, pa jih poveže. Ne. Bistveno teže, kot da menti najde pač vse te povezave. In to je en tak, to je kar samo ob sebi pride, no, tako bom jaz rekel. To mentorji vzamemo kot samo ob sebi, da pač povezujemo ljudi in konec koncev, če naprej sodelujejo še v smislu biznisa, je pol pa še uspeh toliko lepši, ne. Še toliko bolj se počutiš. Ne. In pa ta teaching, ne, prenašanje pač tega novega znanja, no, tisto, kar nosite v sebi, ne skrivati, dajte to, ni lepšega občutka, kot to, kar nekaj znaš, preneseš na drugega in vidiš, da je on to uporabil za svoj uspeh, ne vem, to je tisto, zaradi česa si mentor, po moje, no, pa čisto moje mnenje, zaradi tega sploh greš to delati, ne, ker če greš delati mentorstvo zaradi tega, da boš obogatel, ne boš. Če greš delati mentorstvo zaradi tega, da boš ti izpadel car, ne boš. Mentor gre za to, da bo užival v uspehu tistega, ko pa Angliji že making others great. Ne. To ti mora biti dejansko vodilo. Ne. Mislim, da je en slajd, ki je pa tak list of don'ts, ne. Pa gremo zelo hitro skozi. Kako smo mi s časom, Žiga? Kaj pa to pomeni? Ok, za vprašanje verjete. Cool. Ta drugega, ne, assume, especially if your mentee is more junior, that your schedule always has top priority. Mentorstvo je on top tekočega dela, ki ga tako imamo vsi čez glavo že. Ne. Tako da ne računati sploh od začetka, ne, da v bistvu boš ti pa top priority, da pa meni ti samo pripravlja se na srečanje s tabo in tako naprej. Imej malo občutka, no, za prioritete. Tata tretja točka, ne, tata tretja točka je meni malo taka, no. Tata tretja točka je zelo, vedno prisotna v teoriji, ne, ampak a veste, v tem svetu, ki smo zdajle, ker dejansko ne vemo, kako se bo kugla zemalska vrtela čez 5 let, ne, v smislu biznisa, ne. A veste, v bistvu fail fast, ne, je ena deviza za uspeh. Ker ti, če boš, tako kot smo pred mnogimi leti pripravili projekt, pa 100% sigurni, da nič ne more iti narobe in tako naprej, šele potem smo se odločili za green light, pa gremo, pa smo imeli cajt, recimo. Danes, ne, ker dejansko gre za prebojne zgodbe, ker gre za disruption poskusa, ne. Teh disruptive poskusov je malo moje, ne, ampak tisti, ki nav probil, prvič se nav nič naučil, pa tudi šanse za uspeh nima. Ne. Tako da tale, ne, make your mentee learn don't make your mentee learn by trial and error, je treba malo za zero vzeti. Čas je treba tudi spodbuditi failure.
Jaz sem enkrat eno raziskavo slišal, ki je bilo zelo fajn, da se iz napak se 5,2-krat več naučiš, kot iz uspeha, samo ne vem, kje so celih 2 dubl. Ampak ena konzultantna hiša je fajn zaslužila, ampak 5,2-krat se več naučiš, kot iz zmage. No. To je že ful dolg, pa mi ostalo spominjati, 5,2. To, expect a clone of yourself. Ne delite svoje kopije, ker to ne boste nikoli dosegli. Še pa svojih otrocih, ki imate ful pobožne želje na rata. Kaj šele pri biznisu. Ne tega pričakovati, da boste dobili nekoga, ki bo na koncu isto razmišljal, kot vi. Bog ne daj. Jaz sem en grd stav kot lider, sem vedno rekel, če mi dva isto misliva, pol jaz tebe ne rabim. Ker ni dodane vrednosti. Tako da to je ena taka stvar, ki ne stremeti k temu. Tako da, evo, to je to, no. To je to, kar sem jaz imel zdaj do 10 minut do konca. Zdaj pa res vprašanja, mnenja. Če se kdo ne strinja s čim, kar sem povedal, welcome. Na začetku je bilo rečeno, da support and guidance sta vodili. Zelo velikokrat se mentorstva začnejo z poslovnim interesom, da želi eden drugemu prodajati, ali pa investicijsko. To je lahko včasih tudi dobro zaradi interesa. Včasih je pa lahko slabo, ker zablokira. Kakšne so vaše izkušnje, tukaj meje, kako preusmeriti, kaj? Mentorstvo ne sme imeti direktnega biznis interesa. Ne, ni sales meeting. To je on top. On mora biti. To ni. Ker če bo prišlo do tega, una točka trust and confidentiality je šel po gobe. To ne pa res osnova. No. Če hočeš res mentorship dobiti outcome tak, ki se šika, je to osnova. Če se niste, boste pa se naučil zelo malo. Vse imaš ti lahko nek površno mentorstvo, pa malo samo dobivali, ampak to, da nimaš ti res genuine, autentičen relationship, to ni to. Sploh pri coachingu pa pozabi. Tam pa je pa brez veze. Škoda cajta, denarja in še česa. Še kakšno vprašanje? Izvoli, Blaž. Popolnoma različen pristop. Če ti vzameš en Microsoft, je mentorstvo praviloma career mentorship. Ker v bistvu je zadeva tako kompleksna, da v bistvu v taki veliki korporaciji zelo dobro, in to imajo takoj kot vse velike korporacije, interno mentorstvo. Ne? In tam pride zelo do izraza ta career mentorship, v smislu tega, da razvijaš prave veščine in odpiraš vrata, ker interno v eni korporaciji odpiranje vrat je pa zelo, zelo pomembno in zelo, zelo dobrodošlo. Pa ne odpiranje vrat zato, da greš ti enemu šefu pa mu promotion zrihtaš. To ni professional level. Professional level je ta, da povezuješ z pravimi ljudmi. Professional level je ta, da na interne projekte, ki so, pojivaš pod narekovaji svoje ljudi. Zaradi lastnega osebnega razvoja. To je v korporacijah. Drugače po korporacijah eksternega mentorstva sploh ni. Ne? Že zaradi eksternega mentorshipa je pa eksterni coaching. Ne? Ampak eksterni coaching pride bolj do izraza ta zelo leadership level. Ne? Medtem ko mentorstvo je pa vedno interno. Verjetno tudi zaradi privacy, confidentiality v smislu, ker če bi ti zdaj vsem ljudem dal trusted odnos z eksternimi mentorji v eni velikih zgodbah 100,000 ljudi, ne si najbolj lahko predstavljamo kompleksnost menedžiranja potem. Rekel si, Microsoft, CozyLab. CozyLab je scale-up, oziroma CozyLab je v bistvu že firma. Težko mečemo v kož za start-upi. Je pa še vedno podjetniška zgodba, izrazito podjetniška zgodba, ki je izrazito orientirana na prebojne zgodbe, hkrati pa v to, da je podjetje postaja podjetje. Kljub temu, da je šlo iz zgodbe 5 ljudi.
Tam sta dva izziva. Eno je prebojne zgodbe v posameznih, lahko rečemo, nišnih industrijah, ne? Ta druga je pa dejansko postaviti podjetje z organizacijo, z odnosi, z, lahko rečemo, hierarhijo. Se veste, podjetje, ne? 20, 50, 150 so tiste kritične meje ljudi, ne? Sploh v storitvenem podjetju, kot je to, ne? Medtem ko je pa startup, je pa res zgodba, ki se mora zavrteti, ne? Tako da jaz vidim popolnoma različne pristope. V korporacijah zelo velik poudarek na personal development, v Kozelebu kombinacija, v startupih pa res fokus na business performance na koncu, ampak s tem, da dodajaš ljudi in jih buildaš, no. Tako bi se jaz lotil, no. Izvolite. A zdaj prihajamo do težkih vprašanj bolj? Koliko minut, Žiga? A veste, da ko jaz gledam nazaj, recimo v Microsoftu, to je bil cel program, interni program, ne, to je cela organizacija zadaj, to je kar mnogo ljudi, ki se samo s tem ukvarjajo v Microsoftu, zato da to dobro laufa, ne. Veste, to, da je nekdo, ne vem kakšen lider, tudi ni nujno, da je dober mentor. To ni enačaja. To, da nekdo najde voljo, energijo, da se s tem sploh ukvarja, je že en pozitiven znak. Fajn je pa, da nosi neke veščine, neke kompetence, neke zgodbe, ki jih je dal v življenju. Jaz, če bi bil pa 15 letih mentor, ne, ali pa 25 biznis mentor, jaz ne vem, kva bi delil. Ne. Kaj že, pa v veliko pa ne. Ne, recimo iz svojih življenjskih poslovnih izkušenj, ne. Tako da tukaj imeti kar rekel, takle pa takle mora biti, jaz ne znam tako enostavno odgovoriti. Začel bi pa sigurno pri tem, da bi prvo vprašanje postavil izjemno kratko. Kaj je tvoj mission, da postaneš mentor? In bi ga gledal tistih 5 minut, ko mi odgovarja v oči, pa bi znal reči, ok, lej, avtentičnost vidim. Tisto bi jaz iskal. To res avtentičen, genuine željo, da se s tem ukvarjaš. Mislim, da je to prva stvar, ki je najbolj pomembna. Seveda mora imeti pa zadnji nekaj kilometrov, no. Govoriva o business coach. Tako bi se jaz lotil, no. Ne znam pa testa, da bi rekel, zdaj pa tale test mu, da je zapisan, no, ne vem, ga ni. Enega psihologa bi najprej poslal, pa njega malo, mogoče za hec. Če kakšno vprašanje, ker Žiga mi že zanko kolve, to zateguje. Izvoli. Žiga, jih imaš že zadost, povej. So upoštevali to? Ne, sem imam še 2 vprašanji tudi jaz, ampak kar da Jernej, ti. Koliko narazen sta si ne bosta mentor pa mentoriran? Če je eden startup, pa je lahko drugi šef firme s 5000 zaposlenimi. Lahko. Ali je bolje, da sta si rečemo 2 koraka narazen? Mislim, da je bolje, ni pa tisto nič narobe. Ker mu bo popolnoma svoj pogled naredil. Vi ste za startupovc, veš, po mojem ne poznal detajle, kako razmišlja en šef 5000 glavega podjetja. Šef 5000 glavega podjetja pozna stranke od take do take, ne. Če nič drugega ne deli z njim, ne deli customer success, filozofijo, kaj je pomembno za stranko in tako naprej, pa se mi zdi, da bo startupovc veliko dobil. Zelo poenostavljen odgovor sem zdajle dal. Če je pa nekdo, ki je bližje, ne, pa še bolj materijo pozna, še bolj čuti tisti izziv, ki ga šef startupa pelje sabo, ne. Veliko lažje bo začutil tiste izzive, kot pa nekdo, ki se ukvarja z isto probleme, ampak samo drugačni so, ne. Oba dva imata pa problemov dokler gor, ne. Samo drugačna sta, ne. Je pa zanimivo, recimo, da imaš človeka, ki ima izkušnje tudi iz te zgodbe in iz une zgodbe, ne. Ti se mi zdi, da pa dejansko je meso zadaj, no. Ker zna, v bistvu že on bi znal bi mogel znati pozicionirati pa filtrirati svoje zgodbe na ta način, da bi bile sedle startupu, ne.
Izvolite. Ja. Jaz bi rekel enega mentorja naenkrat. To, da pa menja mentorje, absolutno. Absolutno. Sam več naenkrat je pa tako. No. Mislim, ti ne obstaja zaradi mentorjev. Ne. Ti obstaja zato, da boš nekaj naredil. Zato, da boš mentorstvo na mentorstvo šel. Ne. Jaz mislim, da naenkrat je fajn imeti enega, no. Menjati pa absolutno to. Mentorstvo 6 do 12 mesecev, mislim, da je maksimum. Pa je pa fajn zamenjati. Morda eno tako osebno vprašanje, Matej, malo kdo ve, da si bil šef in mentor moji kasnejši šefici in mentorici, ki je naredila milijardno firmo, Easy Login. Pa me zanima, a si že takrat vedel, da ta potencial obstaja? Oziroma, če te vprašam drugače, kako hitro naj oni vedo, a je potencial v startupovcih, ki jih mentorirajo? Vsak človek nosi potencial. To vsi vemo. Zdaj smo vprašanje, če je na pravem mestu, pravem času. Ne? Ampak ne. A veš, tukaj ni odgovor, ja pa ne. Ker ti imaš človeka, imaš dve firmi iz iste industrije, lahko rečeš copy-paste. Pa lahko gremo na multinacionalke. Tako je kot iste storitve, iste produkte dajo na trg. Ampak kultura vrednote v podjetju A, pa kultura vrednote v podjetju B se popolnoma razlikujejo. Ampak to res se razlikujejo. In ti si lahko ista oseba z istimi skilli, z istimi kompetencami v enem podjetju, super sila uspešen, v drugmu si pa čisti popuš. Ampak ti si še vedno ta isti potencial nosiš v sebi. Ne? Zato pravim, da vedno je tudi v poslu potrebna ta športna sreča. Ne? Da v pravem trenutku, na pravem mestu, z ta pravimi stvarmi, obdan s ta pravimi ljudmi in potem je to recimo ena osnova za uspeh. Ne? Ti pa ta potencial to hitro prepoznaš. Ne? To hitro prepoznaš in v bistvu tisto, kar liderje učimo, oziroma so nas učili vedno, ko delaš z ljudmi, maksimiziraj njihove strengths. Fokusiraj se na njihove skille, na njihove vrednote, na njihove pozitivne stvari. Ne tako, kot se zelo velikokrat zgodi, ko imate neizkušene vodje, da začne v bistvu se fokusirati na njegove najbolj negativne plati in se s tistimi ukvarja. Veš, ti človeka pa 50-ih pa imejdu ne boste več tako, iz osobo A ne boš naredil osobo B pa 50 več. Ne. V bistvu tisto, kar je v bistvu, ti lahko menedžiraš njegov behavior, personality je pa tak, je. To je zapečen, to ata pa mama sta na tem delala takrat, ko sta delala na tem. Ne. Ampak tisti behavior je pa tako, ker je junc 20 let, imaš veliko vpliv na njega. Ker pa pol, ker ni več junc, ker ima starejši, ima pa že svoje prepričanja, se zaveda svojih omejitev, ki so pa povezane z voljo, z ambicijami, z življenjskimi izkušnjami in tako naprej. Veste, v življenju imamo ljudje, nimamo prave sinusoide, imamo tako, malo gremo gor, pa malo dol, pa pa da. Tri stvari nas zaznamujejo v življenju. Naš family life, naš posel, naš job, tam, ki pač nekaj ustvarjamo, pa naši personal interest. Ne? In tisto, kar je pomembno za vsakega posameznika, je pa to, da imaš v življenju vedno trikotnik. V tistem trenutku, ko iz trikotnika postane premica, smo en kot zgubili. Ali nimamo family life, ali nimamo personal interest, ali pa nimamo joba. Ampak nikoli pa nimamo enakostaničnega trikotnika. Pa najdu najden kol. In mi kot vodje se moramo tega zavedati, da pri vsakemu individualcu, ko ga imamo v ekipi, imamo svoj trikotnik. In mi kot lideri smo odgovorni za tisti trikotnik. Mi smo odgovorni za tisti trikotnik. Da ga prvič razumemo, to smo že pol uspeha navedeli, pa da ga še spoštujemo, pa najdemo pot, kako bomo tisto dotično osebo motivirali, ker za vsaka oseba, veste, vi, ko imate skupino ljudi, pa tudi, če imate tri, nikoli se te krivulje ne poklopijo. Nikoli. Enkrat je eden glih rodil, pa mu malo ni najbolj pomembno, da dela 16 ur na dan, ne da? Pol najdete recimo moške po 35 letih, ki pridejo do tega, da začnejo triatlon trenirati, ne?
Pravi 6 ur na dan za trening, ker ne ve, bo plaval, tekel ali bo laufal. Ne? To se treba cajt vzeti. Ne? On tudi ne bo hodil 16 ur na dan v službo. Ne? Ja, to je treba upoštevati, that's life. Ne? A je tako? In ti kot šef, kadijo, se cel cajt ukvarja sam s tem. Ne? Kako boš ti motiviral dotičnega individualca, da boš to njihovo krivuljo pač nekako sinhroniziral s tisto krivuljo, ki je pa tvoj šef jo dal, no zdaj pa ti zelen na konc kvartala. All green, ne, pa če tamle mi deli ljudi, pa tamle deli še na dodatnem projektu, pa še v šolo pejt zraven deli še en kurs. Ne. Zato pravi, da leadership is an art, ker ni cookbooka. In če smo mentori za kaj, ne, pa coachi, smo saj zato, da pomagamo ljudem, da malo v bistvu tele krivulje uskladijo. In jaz vam na koncu, ta pa res ta zadnji, pa ta moj zelo oseben, ne. Moj slogan je vedno bil cilj je pot. Ne. The journey is the goal. Ne, in to je ena slika, ki sem jo osebno kupil na Shutterstocku, ki mi je tako res mi je seksi. No. In v bistvu zelo natančno piše kako jaz gledam na biznis. No. Zdaj ne vem, a je cilj tam dol, ne, čisto zadan je cilj, v bistvu je cilj tole, ne, kar pred sabo vidimo. Lepa slika, ne lepa, ne? Ja. Le skoraj bi ti verjel, če bi rekel, da si tudi ti. Ne. Priznam, ampak to sliko res sem enkrat zagledal, sem rekel, caska. Ne? To je to, hvala lepa, Matej. Hvala lepa.